Pozdravljeni še enkrat, v roku tedna dni se mi zdi. Zdaj, trenutnek resnice nastopi tudi za pravosodno ministrico. Interpelacija o delu in odgovornosti ministrice za pravosodje dr. Dominike Švarc Pipan je spisana na 17 straneh in je bila danes vložena v proceduro Državnega zbora. Zdaj, dovolite mi, da vam predstavim 9 točk teh ključnih očitkov zoper ministrico. V interpelaciji zajeta tako njena politična odgovornost, kot tudi objektivna in subjektivna odgovornost. Zdaj, uvodoma, v skladu z 114. členom Ustave Republike Slovenije je vsaka ministrica oziroma vsak minister odgovoren za delo svojega ministrstva. Subjektivna odgovornost se nanaša na pristojnost in naloge, ki jih izvršuje kot ministrica, minister in je odvisna od njene oziroma njegove konkretne odločitve, da je nekaj stori ali po drugi strani, da dolžno ravnanje opusti. Zdaj, ta prvi vsebinski interpelacijski razlog je seveda že vsem znan nakup, klientelistični škodljivi nakup stavbe na Litijski cesti 51 v Ljubljani. Na račun slovenskih davkoplačevalcev seveda. Zdaj, kronologija tega škandaloznega početja 28. decembra, oziroma že v bistvu sklepna faza, da vas zdaj ne utrujem s posameznimi temi časovnimi točkami. 18. decembra je pravosodna ministrica podpisala zgolj 4-stransko prodajno pogodbo s klauzulo videno kupljeno za nakup degradirane in preplačane stavbe na Litijski cesti. Bojda za potrebe pravosodnih organov, zdaj sami sodniki niso vedeli nič o tem nakupu, sami tudi pravijo, da ta zapuščena stavba na obrobju Ljubljana, da dejansko ne zadošča, ni primerna za upravljanje njihovega dela in 18. decembra je ta pogodba potrjena z sprejetim sklepom vlade na dopisni seji, se pravi, bil je na ravni vlade odobren ta nakup. 29. decembra, se pravi naslednji dan, v skladu s pogodbenim določilom je stekla finančna transakcija 7,7 milijonov evrov. S tem je prodajalec, ta zasebnik, primorski poslovnež, gospod Vežnevar, pridelal v 5 letih 6 milijonov evrov dobička, glede na to, da je stavbo pred 5 leti kupil za 1,7 milijona evrov, po drugi strani Ministrstvo za pravosodje pa je glede na pretekle cenitve te iste stavbe preplačilo za več milijonov evrov. Zdaj, to šlamastično početje se kaže tudi v tem, da pogodba ni bila notarsko overjena, pa je že ministrstvo izvedlo transfer za nakup te neuporabne stavbe. Ministrstvo bi lahko tudi, hipotetično, hvala Bogu, da se to ni zgodilo, ostalo brez denarja in brez nepremičnine. Ministrstvo ni naredilo svoje cenitve, prav tako ni naredilo svoj izmer stavbe. Na ministrstvo pred nakupom niso naredili niti skrbnega pregleda stavbe, saj zapisnikov o ogledu sploh ne obstaja, ni ga. Res nezaslišana šlamastika, v bistvu vaši kolegi, spoštovani novinarji, so ta nakup označili za kriminalne norosti, tako da tudi jaz lahko rečem, da gre za dejansko rokohitrski kriminal pri tem nakupu. Zdaj, z opustitvijo dolžnega ravnanja vseh varnostnih varovalk za izpeljavo posla, se pravi za zakonito in transparentno, ministrica ni ravnala s potrebno pazljivostjo, saj bi se kot pravosodna ministrica morala zavedati, da lahko z opustitvijo dolžnega ravnanja in vseh varnostnih varovalk stori celo nezakonito dejanje, pa govorimo o ministrici, ki je pravnica, ki je pri polni zavesti podpisala to 4-stransko pogodbo. Nesporno je tudi, da v javnem interesu vse javnosti, da se ugotovi, ali je ministrica za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan mogoče celo izkoristila, na nek način zlorabila svoj položaj funkciji ministrice pri nakupu poslovne stavbe, s katero bi ministrstvo domnevno ne reševalo prostorske težave sodišč. S tem pa po naši oceni prišlo za državo do škodljivega ravnanja in do suma oškodovanja davkoplačevalcev in javnih financ. Zaradi klientelističnega podjema pri nakupu te poslovne stavbe na Litijski 51, po poročanju medijev aktivno vlogo tudi igral generalni sekretar Socialnih demokratov gospod Klemen Žibert. Zdaj tudi vaši kolegi so poročali v oddaji Tarča, da je 18. januarja je bila ta Tarča, so viri potrdili, da je skliceval neke krizne sestanke na Ministrstvu za pravosodje, od udeležencev pobiral telefone in ure, se pravi, da je sam vrh, da tako rečem, Socialnih demokratov bil v te rabote vključen. Obene velja poudariti, da je Vlada Republike Slovenije na svoj dopisni seji z dnem 19. januar 2024 razrešila dr. Uroša Gojkoviča,
ne, prav tako kvota SD-ja z mesta generalnega sekretarja na ministrstvu za pravosodje, to pa, gledajte, več kot očitno napotuje na sum korupcije in klientelizma pri tem šlamastičnem poslu. Zdaj, te ključni očitki, ki sem vam jih na začetku povedal, jih je 9. Zdaj, po točka 1, zakaj vlagamo interpelacijo, seveda, zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevestnega dela v službi po 258. členu Kazenskega zakonika in kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev po 257. členu Kazenskega zakonika. Druga točka, zaradi suma zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po 257. členu Kazenskega zakonika in suma zlorabe, podrejena tudi kot takega ministrstva za pravosodje za klientelistične namene v zvezi z nakupom stavbe na Litijski cesti 51 v Ljubljani. Točka 3, zaradi zavajanja javnosti v zvezi z njenim ravnanjem pri nakupu stavbe na Litijski cesti 51. Glejte, povsem nedostojno je, kaj je spoštovana ministrica javno operirala, dejansko z neresnicami. Spomnimo samo, da je na začetku dejala, da so na MP opravili cenitev same stavbe, pol se je izkazalo to za, rečemo temu, neresnico. Potem je dejala, da je državno odvetništvo sporočilo, da nakup propadajoče stavbe ni bil negospodaren, jo je spet demantiralo to isto državno odvetništvo. Glejte, vsaj pri teh pojasnilih, da ne rečem, da je bila eksplicitno lažniva, bila pa vsaj zelo etično in moralno neprimerne so bile te njene izjave. Točka 4, zaradi suma, da je pravni posel nakupa stavbe na Litijski cesti 51 v Ljubljani klientelistično dogovorjen s temi prej naštetimi akterji. 5, zaradi suma oškodovanja davkoplačevalcev in javnih financ zaradi korupcije in klientelizma pri nakupu stavbe na Litijski cesti 51. 6, zaradi negospodarnega in nesmotrnega upravljanja z javnimi sredstvi. In smo pri točki 7, zaradi neuresničevanja obljub, ker to je njihova koalicijska zaveza aktualne Golobove koalicije, za zagotovitev politične stabilnosti in povrnitve zaupanja v demokratične institucije ter nosilce oblasti, krepitve strokovnih argumentov pri političnem odločanju in slabega upravljanja z državo ter državnim premoženjem. Zdaj pa vidimo, da ta vlada deluje kot en antipod tej lastni zavezi. Po točko 8, zaradi oškodovanja javnih financ in negospodarnega ter nesmotrnega upravljanja z javnimi sredstvi v projektu digitalizacije notarskih storitev za razvoj novega informacijskega sistema imenovanega notar na daljavo, se pravi, da ni zdaj fokus zgolj na tem enem nečednem kriminalnem dejanju, ampak še je tu drugi vsebinski interpelacijski razlog, se pravi predlagatelji interpelacije o delu in odgovornosti ministrice za pravosodje z vidika oškodovanja davkoplačevalcev in javnih financ. Izpostavljamo tudi ta popolnoma sporen javni razpis za razvoj informacijskega sistema notar na daljavo. Zdaj tukaj se tudi posegla Državna revizijska komisija v ta posel in je bilo jasno, da tukaj tisto njihovo vrednotenje tistih referenc ni bilo pravilno, pa spet govorimo o milijonskem poslu čez 1.200.000, namreč kar spet nakazuje na sum nekega negospodarnega ravnanja z seveda davkoplačevalskim denarjem in posledično sumom oškodovanja javnih financ. In še tukaj še ena izmed klientelističnih navez, ker vodja službe na področju digitalizacije pravosodja ni nihče drug kot Tin Kampl, vidni predstavnik Socialnih demokratov. Kot mimobežno, pa ne tako za lase privlečeno je tudi podatek, da ta izbrana skupina ponudnikov, da je to referenco pridobila pri podjetju iz Portugalske, ki deluje samo 3 leta, je brez lastnih poslovnih prostorov, ima enega zaposlenega, njegovi finančni tokovi pa kažejo na zanemrljiv letni promet, se pravi, da rečemo v navednicah, kar neka firma. Obstaja tudi sum, da je prišlo do napak tudi pri drugem vrednotenju referenc, saj je neizbrani ponudnik družba EUS, ki je ena vodilnih na področju informatike v pravo, že vložil pritožbo na to drugo vrednotenje reference, ocenjuje, da je njihova ponudba edina ustrezna tem vsem pogojem iz tega javnega naročila. Zdaj in kot točka 9, zaradi opustitve dolžnega ravnanja v skladu z 18. členom Zakona o vladi Republike Slovenije in s 16. členom Zakona o državni upravi, kar ima za posledico izgubljeno zaupanje v institucije pravne države v celoti in zaradi dejanj pri izvrševanju same politične funkcije, ki pa imajo seveda za posledico izgubljeno zaupanje v funkcijo ministrice na področju pravosodja. Glejte, zaupanje v delo ministrice za pravosodje dejansko strmoglavilo.
Glas ljudstva je jasen, zdaj njenim pojasnilom glede tega nakupa degradirane poslovne stavbe ne verjamem, je tam več kot 60% vprašanih, pričakovanje in želje javnosti pa so glede dela ministrov v vsakokratni vladi, pač katera je, da so to odgovorni ministri, ki delajo v javno dobro in pa seveda se predvsem zavedajo svoje lastne odgovornosti. V sklepnem izvajanju te tiskavke mi še dovolite še eno zadevo, ki se zdi mogoče medijsko benigna, nepomembna, ampak vseeno pa ima neko močno sporočilo. Zdaj, in kaže neko dodatno odgovornost glede upravljanja z javnimi sredstvi ter negospodarnega ter nesmotrnega ravnanja. Zdaj ta uporaba službene bančne kartice ministrice za pravosodje Dominike Švarc Pipan na zasebnem potovanju leta 2023 v Združenih državah Amerike, to še enkrat poudarjam, to kaže na te njene moralne etične standarde, ki so v resnici na ljubo zelo nizki. Jaz se sprašujem, kako se sploh drzne na zasebno potovanje nositi službeno kartico. Zdaj, pa še zlasti zato, ker je na tem zasebnem potovanju spremljal njen mož, to pomeni kaj, da je tudi on bil brez bančne kartice, kar je, glejte, za lase prevlečen izgovor. Zato ministrica za pravosodje je torej po naši oceni izgubila osebno integriteto, ki je nujna za opravljanje funkcije ministrice. S tem je tudi izgubila zaupanje javnosti, kot taka pa ne more več odgovorno opravljati funkcije, na katero je bila imenovana in potrjena v tem državnem zboru. Zdaj v interpelaciji opisana in utemeljena ravnanja pomenijo, da dr. Dominika Švarc Pipan ni delovala v skladu z naštetimi načeli in pričakovanji javnosti, ter zato ni primerna za vodenja Ministrstva za pravosodje. Jaz sicer verjamem, da do interpelacije sploh ne bo prišlo, razen če hoče koalicija tukaj v državnem zboru demonstrirati, da pač podpira korupcijo in klientelizem. Predsednik vlade je ravno prej dejal, da pri svoji odločitvi čaka na današnjo sejo predsedstva Socialnih demokratov. Toliko za enkrat, če so še kakšna vprašanja v zvezi z interpelacijo vloženo danes, izvolite, spoštovani novinarji. Če sem to malo bolj pojasnite, še prosim, zakaj pričakujete, da ne bo do interpelacije prišlo, a vidite podoben scenarij, kot smo ga videli, mislim, da že enkrat v tem mandatu, ko je SDS vložila interpelacijo, da potem minister pred samo interpelacijo odstopa, ta scenarij. Ja, jaz mislim, da se ne smemo osredotočiti, da res mogoče na ta, da rečem v navednicah trigger, da mi vložimo, pa že ministri kar odstopajo. Po mojem gre tu za precej več, gre za celo strukturo te koalicijske zgradbe. Jaz sem ravno danes imel ustno poslansko vprašanje za premiera Goloba. On je sicer dejal, da on kot ministrski predsednik podpira svoje koalicijske partnerje, ampak sem mu dal jasno vedeti, da ko gre pa za takšne šlamastične posle, ki so že v domeni kriminala, pa verjetno tudi on ne bo tega gledal, ker če se malo profan pljuva vladno skledo in ti benigni izgovori, da se zdaj na imenovalec nekih 3 uradnikov skrčila njegovo pojasnilo. Glejte, ti 3 uradniki niso sedeli na vladi, ko se 28. decembra sklepala ta škodljiva pogodba. Tako da mislim, da iz vseh tega konteksta, se pravi vladne koalicije, če še hoče seveda delovati še vsaj nekaj časa, da je dr. Dominika Švarc Pipan za to vlado mlinski kamen. Me samo zanima pa pogled največje opozicijske stranke. Ena vroča tema so pogajanja zdravnikov Fidesa z vlado. Fides je danes pozval celo predsednika vlade, gospoda Goloba, naj se v ta pogajanja vključi, da bi jih poskušal sploh kamorkoli premakniti. Mogoče kako to gledate v opoziciji? Ja, zdaj, glede na to, da je že Fides dejal, da so ti sestanki vedno krajši, da tudi pogrešajo samo ministrico za zdravje. Jaz mislim, da bo premier Golob še tam manj prisoten kot sama ministrica. Kaže na to, da dejansko
se ta vlada norčuje iz vseh praktično poklicnih skupin v državi, še posebej iz zdravnikov, ki so potili krvavi pot tako v času korona krize, kot tudi pri siceršnjih svojih zdravniških opravilih, kaže totalno na ignorantski odnos do teh, ki skrbijo za javno zdravje, in kot tudi smo videli na prejšnjem tednu na odboru za zdravje, ker je koalicija dejansko se norčevala iz zdravnikov, ne, in jim na nek način kratla pravico do takratnih korona dodatkov, ker so seveda bili obremenjeni tako po številu ekip, ne, kot tudi časovno, tako da nespoštljiva vlada in nespoštljivi ministri. Lahko mogoče še na tajno interpelacijo. Pri poslanskem vprašanju vam je Golob nekako vrnil žogico in rekel, da se veseli interpelacije in razčiščevanja, češ da so pri poslu sodelovali tudi člani SDS. Glejte, sej, to smo brali v medijih. Še enkrat, res benigni odgovori, no, zdaj vse skupaj potegniti na imenovalec nekih 3 uradnikov, ne, pa tudi, če so bili, jaz teh ljudi sploh ne poznam, je vseeno za te XY, ki so tu bili uradniki, ne, ti niso sodelovali pri odločanju na vladi. Jaz sem ga danes celo, če ste pozorno poslušali, vprašal, ne, če on misli, da nekega politične zaslombe pri takšnem milijonskem poslu, da ni od zadaj, ne, pa je po mojem kar en debeli knedl potem na to temo požr, ker gledajte, doben v tej državi ni tak naivn, da bi taki posel šel, ne, in mimo ministrice za pravosodje, pa sočustvujem z njo zaradi tiste njene osebne zadeve, ki jo je imela, ne, ampak predsednik vlade pa naj le bo odgovorna in resna oseba, da naj ne spušča takih dimnih zavez ravno za prikrivanje rabot na MP-ju. Hvala lepa.